Živijo v tej mini delavnici, kjer bomo postavili in nastavili vse nastavitve v Google Mapsu in pokazala ti bom točno korak za korakom. Najprej pa en tak mini uvod. Te nastavitve v Google Mapsu so zelo pomembne, to sem ugotovila zdaj po parih letih, tudi raznih posvetov z maserji. In tudi opažam, da imate postavljene nastavitve in imate podjetje na Google Mapsu, ampak še kar nimate novih strank. Tako da res, ta delavnica je namenjena izključno maserjem. Zdaj, če je še kdo drug, z drugimi storitvami, probajte se nekako osredotočiti, da tam, kjer omenjam, različne masažne tehnike, oziroma storitve v zvezi z masažami, jih nekako predrugačite in poskušajte najti, te ključne besede, ki so zelo pomembne, ki jih vnašate v nastavitve pri Google Mapsu. Tako da, v tej mini delavnici bom pokazala te pravilne nastavitve v Google Mapsu, tako da boste dosegli, da vas bojo nove stranke dejansko našle, da boste brez plačljivega oglaševanja čim višje na vrhu gor, a ne, če bo stranka napisala na primer nekje se nahaja, v Mariboru na primer, in si bo zaželela masažo hrbta in bo napisala masaža hrbta, išči v okolici in bo vrgel ven, na primer v Ljubljani, v Mariboru to vrže ogromno maserjev, masažnih salonov in tisti, se to bom tudi potem na delavnici pokazala, se vidi, kateri so sponzorirani. In v bistvu, da ste vi takoj pod sponzoriranimi med prvimi zadetki. Ves čas med delavnico bom omenjala, kaj je zelo pomembno, da res to naredite. Tako da se ful veselim, da spilite to vaše podjetje na Google Mapsu in verjamem, da boste dosegli marsikatero novo stranko. Zdaj, kako to stranko zadržati, to je del naslednjega modula v tem mentorskem programu. In tudi ta mini delavnica je le en procent, ali kako ne rečem, en delček tega mojega mentorskega programa, kjer v bistvu se dotaknem vseh aspektov marketinga, od oglaševanja na socialnih omrežjih, kako e-mail sistem vzpostavite, kako stranko zadržite, vse od A do Ž, tako da vaš posel postavite v nek sistem in da imate čim bolj avtomatizirane stvari, zato da imate vi dovolj časa, da se regenerirate, da imate čas zase, ker zelo pomembno je, da ste vi okej. Ker stranka potem to začuti in ko pride k vam, če ste vi utrujeni, pa ste pozno v noč masirali, imate zjutraj zgodaj stranko in ste utrujeni, to stranka opazi in definitivno se bo malo dalj časa premišljevala, če bi sploh še prišla pod vaše roke. Dobro je, da si na začetku pripravite, si to bom tudi potem še enkrat ponovila, opis tvojih storitev, opis tvojega podjetja, potem, da imate že kar pripravljen naslov, ime podjetja, kaj boste vi dali gor, da bo stranka takoj opazila. Ene pol urice, dobre pol ure traja ta delavnica, tako da vmes kar dajte na pavzo, narediš to, kar je potrebno. Ko boste to osvojili, a ne, vas bo tudi stranka, ki vas bo našla, bo v bistvu začutila že noter v vašem profilu, v Google profilu, da vam lahko zaupa. In dejstvo je, da veliko strank išče maserje po Google Mapsu. To je nekako nek tak iskalnik. Tudi če nimate spletne strani, je to odličen začetek, da se začnete tukaj oglaševati. Tudi to bom pokazala, kako naredite neko oglas, neko objavo in to vse brezplačno. Lahko pa tudi unovčite nek dobropis, ki vam ga Google ponudi na začetku. Jaz ga do zdaj še nisem izkoristila, pa mislim, da ga tudi ne bo potrebe. Evo, pripravite se, zdaj bo naslednji del, kjer bom jaz šla na ekran in konkretno odprla novo podjetje, testno podjetje, samo za vas. Čau. Hejla, čau, na delavnici
Google My Business. Zdaj, preden se lotimo direktno, pač, ko boste imeli ta posnetek, a ne, je fajn, da greš po posnetku in noter samo tipkaš stvari. Mogoče si, da bo še hitreje teklo vse skupaj, si že prej lahko v Wordu pripraviš, kakšno ime podjetja boš dala ali dal, katero kategorijo spada, ker jaz bom to zdaj v posnetku malo bolj podrobno razložila. Katera lokacija, to so pač ta vrstni red. Telefonska številka, katere storitve opravljaš. Tukaj bomo uporabljali, ključne besede. In pa najbolj pomemben se mi zdita ti dve stvari, opis, kaj delaš. Google ti ponuja 750 znakov, tako da lahko v bistvu se s tem opisom malo poigraš, sicer ne zdaj komplicirati, a ne, zelo poenostaviš, ampak uporabljajte ključne besede. In pa slike, ki jih boš dodala v Google Map, jih že prej preimenuj s ključnimi besedami. Mogoče z imenom tvojega podjetja, vključi besedo noter masaža. Okej, zdaj pa, štartali bomo tako, kot da nimaš Google Mapa, nimaš svojega podjetja na Google Mapu. Tako da mogoče tisti, ki ga imate, lahko preskočiš, pač, če ga imaš, ga preskočiš ta del, pa se potem, priključi takrat, ko bomo začeli tudi urejati same podatke o podjetju. Lahko pa čisto od začetka poslušaš, gledaš in mogoče se ti najdeš kakšen tak, trik, ki bi ga lahko pa zdaj v tem podjetju, ki ga že imaš na Google Mapu, popravil ali popravila. Najprej, je dobro, da se, kar vpišeš noter s svojim računom Google Gmailom. Jaz imam ta anita.pevc@gmail.com. In v iskalnik Googla vpišeš, Google My Business. In, gremo kar na Google Business Profile, zdaj tam ste videli, jaz imam že nekaj teh biznisov odprtih. Preden spet sploh začnemo, a ne, gremo tulele pogledat, pojdite na Google Map pogledat, jaz kar odprla. Google Map, Google Maps. Evo, Google Maps. Tukaj poglejte, preverite, da ni vaše podjetje že odprto. Ker če je odprto, se potem tudi vidi, ali ga je treba verificirati, a ne, lahko, da ni, verificiran, se pravi, da ga Google ni potrdil z njihove strani, in takrat v bistvu vas tudi stranke ne najdejo. To je ena taka zadeva, mogoče ste enkrat to začeli postavljati, pa je to zdaj par let minilo, pa ste rekli, ne, brez veze. Ampak tako, kot sem vam že na uvodu rekla, če imaš Google Business postavljen tako, kot je treba, tako kot se bomo danes naučili, vam garantiram, da boste kar naenkrat dobivali klice strank. Se pravi, gremo zdaj, se pravi, to preverite, no. Če imate, pojdite na ono podjetje pa pojdite skupaj čez te korake, gremo skupaj čez, zato da res to updataš in da bo optimizirano in delovalo zate. Torej, vpisani smo z našim Gmailom. Upam, da ga imate, če ne, si ga ustvarite pač, ali pa z nekim poslovnim računom. In začnemo tukaj, Start now. In, ja. Tukaj bomo vnesli, tukaj najprej vneseš ime tvojega podjetja. To, ko sem rekla, da se, na začetku res odločite, zato da ko boste še čez ta posnetek oziroma če boste šli sami pol to postavljati, da bo samo teklo naprej. Pri podjetju, pri imenu tvojega podjetja je pomembno, da vključuje tudi, če zdaj pač tule optimiziramo res samo za maserje, tako da naj bo noter v imenu masaže, nekaj v tem stilu. Jaz imam Anita Masaže Kranj, a ne, smo še lokacijo zraven, zato da sem čim bolj optimizirala. Kdor išče masažo Kranj,
bo mene našel med prvimi zadetki, a ne. Tulele bomo dali test, zato da, ker itak ne bom potem ustvarila tega profila, to je zato, da vam zdaj točno kažem, kako se odpira, kaj vam ponuja, a ne, katere priložnosti. Opcije, zdaj lahko tudi testiram že kar takoj, a ne, masaža. Masaža. Imate, v bistvu, različne opcije, to, kar je že odprto, a ne. Idem zdaj dala tukaj en test. Create a business with this name. Business, kategorija tvojega podjetja. Imava kategorijo posla, zdaj, morate, zdaj masaže, če dam masažo, ne bo nič prijelo. Tako da se gremo kar, igrati z angleškimi izrazi. Začnite z masaž in imate potem različne opcije, a ne. To je ta vaša glavna kategorija, s katero, poslujete, s katero želite nastopati na Google Mapu. In karkoli od tega, kar vam ponudi Google, izberete kot glavno kategorijo. Potem lahko kasneje bomo dodajali podkategorije, ampak to je pa ta glavna, zaradi katere odpirate ta, profil. Jaz tukaj svetujem, da daš masaž terapist. Zdaj izrecno, če imate, športno masažo, se lahko na to, a ne. Če imate tajsko, tukaj imate pač malo manj opcije, ampak vse ostalo, če imate različne vrste masaže, pa date pač masaž terapist in, potem pač bomo dodali druge, a ne. Klikneš next. Gremo naprej, če želiš dodati lokacijo, ki jo stranke obiščejo, se pravi neko fizično lokacijo, in to vas bo postavilo tudi na Google Map. In tukaj bomo dali yes, ker če imate vi masažni salon nekje fizično, se pravi v najemu neki salon, date yes. Če imate pa mobilno masažo, pa če tukaj kliknete yes, pomeni, da boste dali, vaš domači naslov kot ta biznis naslov in potem boste dodajali v bistvu te opcije podkategorije, da imate mobilno masažo, to lahko že v bistvu tudi v naziv daš, da poudariš, če izvajate samo mobilne masaže, a ne. Če je pa to neka dodatna opcija, definitivno pač, če tukaj kliknete yes, pomeni, da vas da naprej na naslednji korak, da vi, vpišete vaš naslov. Naslov tvojega podjetja, naslov tvojega masažnega studia. Ne glede na to, imate vi stalni naslov nekje drugje. Če pa vpišete ne, vas pa pol Google niti ne more dodati v zemljevid. Tako da ja, tukaj so, zdaj kar malo čutim, no, te stiske, zdaj, če nimaš prostora, če nekje drugje masiraš pri nekomu drugemu, a ne, je težko zdaj sebe dodati tukaj na Google Map, tako da, se kar izpostaviš, a ne, ker daš potem svoj domači naslov. Morate biti res, 100-procentni, no, da boste dodajali to noter, a ne. Ker če ne boste, pol niste na Google Mapu, a ne, vas ljudje ne bojo našli. Potem vnesete naslov, ki vas stranke najdejo, se pravi, smo v Sloveniji, jaz bom tulele dala, na Kolodvorski, 4 imam jaz, Kranj imam jaz, studio. Tako da si pač dodate tisti naslov, ke je. On poišče že tukaj na tem naslovu, če je kateri, a ne, to je pa zdaj novo, vidim, kar je super, zato ker ti v bistvu doda, neke opcije, mogoče pa sebe najdeš že tukaj noter, a ne, in mogoče je že kdo te dodal, a ne. Noben od teh ni moj. Naprej. Tukaj lahko v bistvu date yes, če imate vi mobilno masažo. Tukaj te sprašuje, če izvajaš tudi obiske na domu oziroma neke dostave na dom, a ne.
oziroma če obiskuješ druge, lahko daš tukaj tudi yes, da vidimo, kam nas bo peljalo. In potem dodate tukaj te dodatne, se pravi območje, do katerega maksimalno območje, do katerega vi, še greste na primer masirat domov, a ne. Jaz sem na primer iz Kranja in meni je pač najdlje, kamor bi šla nekoga zmasirat, je Ljubljana. Se pravi tam rang, 30 kilometrov okrog Kranja. Potem, Google tudi nekako izračuna in to področje ti, tudi ta opcijo, a ne. Jaz na primer bom dala tulele Ljubljana. Zdaj ne iti tukaj preširoko. Če bi jaz tukaj šla, ne vem, Koper, mi ga najde. Vi lahko, mislim, načeloma lahko vpišeš vsa mesta v Sloveniji, ampak širše, ko greš, manj možnosti je, da te da te Google prikaže tudi v tistih krajih. Ti, če želiš, da te nekdo, če si iz Maribora, pa želiš, da nekdo pride iz Ljubljane, da te najde nekdo v Ljubljani, za masirat, a ne, kot maserja v Mariboru, je to ful majhna opcija. Veliko konkurence je na primer v Ljubljani, a ne. Vem, da je Slovenija majhna in da se nekako lahko, itak v 2 urah si na drugem koncu Slovenije, a ne, in greš do tja zmasirat. Ampak večjo opcijo, ko daš, širše območje, ko daš, manj variant imaš, da te bo Google naprej porimal, a ne. Da te bo prikazal. Jaz bi šla pač lahko v tej regiji, tudi na primer, ker sem na Gorenjskem, gor do, kaj sem, Jesenice, a ne. Da malo tako, južneje pa severno zajamem. Okej. Daš ene 2, 3 območja, če imaš mobilno masažo oziroma, če želiš, da te stranke najdejo, tako bom rekla, če hočeš, da te stranka najde v nekem od teh krajev, a ne. Samo dlje, ko je, manj možnosti je. Tukaj so kontaktni podatki, ki jih prikažejo tudi stranki, preko katerih te stranka kontaktira. Tule mi je že takoj izbralo, Slovenija. Že noter. Moja telefonska, lahko tudi spletno stran dodate, če imate. Zdaj tako, če jo nimate, zdaj v tem koraku se ne bomo, pač ni nič narobe. Je pa zelo dobro, če bi jo imeli, pa ko jo boste imeli, da jo vnesete tudi v Google Maps. Zaradi tega, ker v svoj biznis profil. Ker vse, kar je online, a ne, katerekoli profile imate online, se med sabo povezujejo in berejo. In tudi vi na spletni strani boste dali opcijo povezave z Google Mapsom, zato da boste imeli, najboljšo opcijo SEO varianto, a ne, SEO varianto. In, jaz jo imam, pa če že itak imam svoj profil, tule bi vnesla pač svojo, tule sem kiks naredila. Tako. Phone number. Če ne date telefonske številke, vas stranke ne bojo mogle, kontaktirati. In, to lahko sicer tudi izključite tam, a ne, tako da vas ne kličejo. Če tega ne želite, bomo do kje prišli. Zdaj pa je spet en pomemben podatek. Google se želi prepričati, da je to podjetje, ki ste ga zdaj ustvarili, ki ga želite ustvariti, realno. Da za tem podjetjem stoji res oseba, ki, se ukvarja s podjetništvom. In zato hoče pač vas, potrditi, tako da lahko to verifikacijo, naredite preko telefonske številke, ki ste jo vnesli, ali pa preko videa. Zdaj to je med, temi novejšimi metodami.
imajo tudi opcijo preko e-maila. Včasih so celo uporabljali oziroma na vsake toliko izberejo nekoga in mu ponudijo opcijo samo, da pošljejo fizično pismo, da ga ti dobiš v potni nabiralnik, s PIN-kodo, s katero potem ti jo pač vtipkaš noter v, ta Google profil, zato da ti to verificira. Šele takrat, ko je tvoje podjetje verificirano s strani Google Mapsov, s strani Googla, je tvoje podjetje vidno na Google Mapih. In prej lahko delaš vse možne, postavitve, vse možne zadeve optimiziraš, ampak, tvoje podjetje ni vidno Googlu, ni vidno strankam, dokler ni verificirano. Najboljše je preko, telefona. Okej, gremo probat zdaj, da mi tole kodo pošlje na SMS. Se pravi preko text message. Evo, takoj je prišla ta koda. Imam, 4, verify. Okej. Google je zdaj verificiral moj account, moje podjetje. In te tudi opozori, da nekako traja 5 dni, da se to pregleda z njihove strani. Tako da lahko tudi, da bo trajalo 5 dni, preden bo vaše podjetje vidno vašim strankam. Zdaj, če gremo naprej. Kar je zelo pomembno, da ne preskakujete teh korakov, a ne. Sicer vam daje vedno opcijo, da preskočiš, to pomeni, da lahko tudi ti vse te nastavitve potem kasneje obdelaš. Ampak, priporočam, da to kar naredite takoj, da nastavite, zato da nimate potem teh problemov. Tako imate pa potem tisto, en dokument sem vam pripravila, ke si ga boste lahko naložili, neko tako checklisto, da ste šli čez vse te korake, si delate kljukice zraven in imate tudi označeno, v bistvu, katere stvari je treba potem tudi mesečno jih potem pregledovati. Pač tvoje podjetje je živo podjetje, je živa stvar in se spreminjajo tudi delovni časi, a ne. Zdaj, če delate vikende, pač si označite, jaz bom tulele zdaj čisto tako nastavila, na primer ob ponedeljkih od 12 do, kaj jaz vem, do 9 zvečer. Pa potem takole recimo, a ne, lahko tudi dodajate še druge ure, če imate vmes pavzico. Res pojdite čez vse te dneve, določite si delovnik, kar je zelo pomembno za poslovanje, zato da ste tudi, zato da si tudi ti okej, a ne, da nimaš vsak dan po cele dneve, da si fraj, da te lahko kar pokličejo pa priletiš. Tako da že tukaj vas malo usmeri v, ta delovni čas, ki si ga sami ustvarite, ne glede na to, a si ti podjetnik, samostojni podjetnik ali kakorkoli. Okej, zdaj smo pa prišli do tega tvojega opisa. 750 znakov vam Google omogoči. Priporočam, da v ta opis dodate vse ključne besede. Bomo potem pri meni no, si lahko zdaj pogledamo. A ne, takole se pokaže potem vse. Vaš opis je zelo pomemben. Kako se vi prikazujete, pač ta opis naj bo čim bolj skladen tudi z opisom na vseh platformah, kjer pač ponujate vaše storitve. Torej, če imaš ti spletno stran, naj bo opis prirejen, s tvojimi ključnimi besedami, to pomeni masaže, ki jih ponujaš, katere rešitve ponujaš stranki, a ne, s katerimi težavami pridejo k tebi, in potem, s katero masažo rešiš kakšno zadevo.
Vse opise date, na primer, jaz imam na spletni strani imam tak opis, na Setmore, to je moja booking aplikacija, pri zavihku omeni, tako da vse pač povsod mora biti usklajeno s tem opisom, ki ga boste dali tukaj v Google Maps. Jaz imam vedno problem potem to tudi najti, kje se to pri meni vidi, a ne. Bomo potem šli gledat prav, moj profil. Tako da tule imate, opis, ki ga prilepite iz Worda, res se poglobite noter, se pravi, sem, ponujam na primer terapevtske masaže. Če imate težave z bolečinami v križu, v vratu, če ste športnik, na primer, ponujam športne masaže. Uporabljajte čim več teh ključnih besed, nekako jih smiselno dajte v neke stavke, da je to pač lepo berljivo. Lahko vam tukaj pomaga tudi ChatGPT. Lahko mi tudi pošljete, kakšno sporočilo, če želite, lahko tudi na ChatGPT temo odprem, kakšno delavnico. Se pravi, izkoristite teh 750 znakov. Čim več. Bom jaz potem kasneje tudi pokazala, kakšni so ti opisi. Slike, potem vas pelje naprej, da dodate slike. Spet lahko preskočite pa kasneje dodate, a ne. Ampak načeloma, tukaj imam samo en namig, da vsako sliko, preden jo naložite v Google Maps, jo dajte, preimenovati, z vašim imenom podjetja. Se pravi, jaz sem Anita Masaže Kranj in vse moje slike imajo ta naziv. Lahko date tudi Masaža hrbta Ljubljana, na primer, če ste iz Ljubljane, ali, neka masaža pa kraj. Načeloma ljudje iščejo v Google Maps, a ne, tam, kjer se nahajajo. Razmišljajte z njihovo glavo, ko se postavijo, jaz bi pa zdaj eno masažo rabil. Pa če ponujaš za športnike, a ne, pa zraven neki hrib, pa rečeš: "Okej, zdaj tale bo prišel iz hriba dol ali pa je gor na hribu, jaz bi šel pa zdaj na masažo." Kaj bo vtipkal noter v Google Maps? Ker, to je v bistvu najpogostejši iskalnik, ki ga ljudje uporabljajo, a ne. Tulele vas v bistvu tudi majčkeno pelje naokrog, zdaj, kaj pa vem, če vam jaz tulele eno sliko, na primer, to je taka moja profilna slika, ampak daš pač nekaj v zvezi z masažo. Greš naprej in te tudi pelje, a ne, na primer, lahko se slikate med masažo. Zdaj priporočajo tudi, da dodaš, kakšen video, lahko je to kratek video, tako 10 sekund, 20 sekund. In, imate v bistvu več šans, a ne, da se ljudje v bistvu da si ljudje predstavljajo, kam bojo prišli, komu, kdo jih bo masiral, pa kako jih bo masiral, a ne. Če to znate prikazati s slikami in videi, je tukaj super, da to dodate. Naprej vam Google ponudi, neki kredit 350 € za, plačljive oglase. Tega tukaj ne bomo aktivirali, lahko potem kasneje se odločite pa greste v to, oglaševanje plačljivo. 350 € v tem, znesku vas, vam tudi potem, lahko se tudi tukaj več preberete, a ne. To bom zdaj spustila. Tukaj vas Google tudi povabi, da si, zdaj, če nimate neke svoje domene, a ne, to je domena je pač, ko imate svojo spletno stran. Na primer, jaz imam anitamasaze.si, lahko imate vi svojo domeno, pa jo lahko ustvarite tudi, če še nimate spletne strani, kar na Googlu. Vam ponudi tudi neki tak brezplačen trial, ampak zaenkrat jaz v tem prvem koraku se ne bi šla, pač tukaj, to ste potem prav na Google Workspaceu imate, ste potem kar vezani na Google, ne, z vsemi temi stvarmi. Mislim, da je ceneje, če to kar v Sloveniji pač z drugimi ponudniki, ustvarite spletno stran. Zdaj bom preskočila ta korak. No, potem ko me bo verificiral Google, a ne, bom jaz tudi bila vidna, tako kot sem prej povedala, strankam.
zelo lepo vas pelje v bistvu čez vse te nastavitve in potem vam pokaže, kako se vidi to zdaj v Google, iskalniku, a ne. Tukaj je že opozorilo pač, da nisem vidna stranka, zaradi tega, ker me še niso verificirali. Ime podjetja, vrsta, naslov, ure, tukaj lahko dodam spletno stran in tako naprej. Zdaj, to je, v bistvu, ko greste vi v Google, okej, zdaj bom tako povedala, zdaj vi ste ustvarili svoje podjetje na Googlu. Ampak to je šele tisti začetni korak. Zdaj se pa začne dogajati. S temi stvarmi, ki vam bom zdaj pokazala, vi lahko potem updatate, kar je priporočljivo vsak mesec. Greste na Google, greste na svoj profil, na svoje podjetje in, začnete spreminjati in updatati stvari. Večkrat, ko boste kaj spremenili, to si zapomnite, večkrat, ko boste kaj spremenili, bolj bo Google dojemal, da je to živo podjetje. Da je to podjetje aktivno. Da je, da ga je priporočljivo priporočati drugim strankam. Prej, če boste pa nehali, pozabili, ste rekli, okej, zdaj ga imam na Googlu ga imam, ljudje me bojo našli, je pa to napaka. A ne, to je tista največja napaka, ki jo naredijo podjetja. In, ne vem, ali si date v koledar en opomnik, da začetek meseca, vsakega meseca ali pa na 2 meseca greste v Google My Business, v svoj profil in začnete spreminjati stvari, urejati in dodajati. Ker zdaj ste neko osnovo postavili, se pravi, lahko greste takoj na Edit Profile in, zdaj bom jaz vse to kazala kar na mojem profilu, ker, bi rada vam pokazala, bom jaz takole šla. My Business in, tulele vam že takoj pokaže, katera podjetja imate in, katera lahko, ta so tudi verificirana. In jaz bom šla kar na tega, a ne. Anita Masaže Kranj, takole se vidi. A ne, vse imate, masažni terapevt, imam povezave do spletnega mesta, navodila za pot, lahko si shranijo zavihek, delijo z drugimi in pokličejo. Jaz sem pač vklopila to opcijo, ker se mi zdi fino, da stranki čim manj korakov naredim do tega, da ona pride do mene. A ne, če nekdo išče masažo v Kranju, me ne najde, me takoj lahko pokliče kar iz Google Mapsa. Naslov, koliko časa imam, do mene telefonsko, izdelki in storitve imam kar povezavo do moje spletne strani. Urnik, delovnik, a ne. Tukaj je tudi, dobro v bistvu res urejati sproti ta delovnik, a ne, če so kakšni prazniki ali pa kaj. Lahko mi tudi zastavijo vprašanje, kar se mi zdi super zadeva, to dobite, na mail, to vprašanje, in lahko pol tudi, takoj odgovorite. Pošiljanje v telefon, a ne, dobim lahko na SMS. In, kakšna je ocena, kakšna glede na mnenja strank. To se bomo še dotaknili. Prikazi vseh mnenj, no, to je pa pač moj opis, to, ko sem prej rekla, da vedno iščem, sicer je bolj tako dol, ni toliko, takoj viden, a ne, tako kot na spletni strani, kjer si lahko takoj najdejo, opis storitev. Ampak, nekateri, preden pridejo k nekomu na masažo, res vse preberejo. In jaz velikokrat dobim: "Ja, sem pa prebrala, da imate to pa to pa to." A ne, in, jaz tudi vprašam vse nove stranke, kje so me našli, in če rečejo iz Google Mapa, točno vem tudi, da me sprašujejo glede tega opisa, da so vse prebrali, a ne. In se pravi, opis mora biti res top of the top, a ne. Kar, se pravi, ključne besede, terapevtske, protibolečinske masaže, to je pri meni, na primer, ne. Odpravljam bolečino v hrbtu, vratu, križu, ramenih.
lajšanje simptomov iščejo se glavobolov. To so take stvari, ki jih ljudje največ iščejo, kar sem v teh letih ugotovila in to sem dala noter. Kako izgleda masaža, kaj še uporabljam zraven, trigger point, ventuze, vroči kamni, športne masaže za regeneracijo, klasične masaže za sprostitev, ampak jaz sem specializirana za terapevtske masaže, tako da je to, v bistvu, dodano imam pa zdaj še terapevtske masaže za pse po IMET metodi in, telefonsko še enkrat, če bi kdo iz tukaj poklical. Tukaj so tudi moji oglasi, objave, neplačljive in pa kaj še drugi iščejo, to mi zelo veliko tudi pove. In, zdaj, če gremo urejat moj profil, to je ta stvar, ke greste vi lahko kasneje gor in, na primer vas pelje po teh zavihkih, vi lahko vse še enkrat pregledate in še enkrat, spremenite. Ampak vsako spremembo, to je tudi zelo pomembno, da ne bo potem panike, vsako spremembo, ko jo naredite, na primer, če bi jaz pri opisu naredila neko spremembo, bom kar, pokazala. Tele zvezdice bom brisala. Rezervacije. Vaše telo vam bo hvaležno. Dobro. Pa nisem zapomnila vseh 750, ker tudi če je veliko tega, tudi ni nujno, da bojo vse prebrali, Narediš neko spremembo, shraniš in Google ti naredi v bistvu pregled, To je bilo prej, to prečrta in ta del bo obdržal. In zaenkrat je to na čakanju. Nekaj časa, včasih je to v kakšni uri, dveh narejeno, ta popravek, je viden. Do tega popravka bo pa ta del, ki je prečrtan, še viden. Kdaj se je odprl, podatki za stik, se pravi telefonsko številko. Ja, samo telefonsko številko bi lahko tukaj dodala klepet. Po SMS-ih. Zdaj tole mislim, da je na novo. Vi lahko v bistvu tule vnesete številko in vam preko SMS-a stranka pošilja, vas sprašuje določene stvari. Jaz rajši vidim, da me kar pokličejo, ker potem tudi vidim, da mi iz kje kličejo, takrat je po navadi tudi zelo nujno, rabi, masažo. Tako da jaz tega ne bom vklopila, tu se sami pol odločite, Nekateri je potem zelo annoying, ampak se da to tudi zbrisati pol, pač deaktiviraš to opcijo, da te ljudje kličejo iz, spletnega iz, Google Mapsov, Spletno mesto, se pravi, vaša spletna stran, profile družbenih omrežij, dodate lahko Facebook, Instagram, samo da vidim. Ja, lahko še dodajate LinkedIn, pač karkoli imate, se lahko tukaj doda. Zelo dobro je to, ker, se to tudi vidi na vaši tej, Google Maps strani in oni lahko tam prečekirajo. Tulele imam jaz v bistvu povezavo do storitev, se pravi do vseh masaž, imam kar povezavo na spletno stran. Tako da lahko bi tukaj tudi dodala mojo booking page, ker tam imam tudi posebej te storitve, ampak da ne medem, sem se odločila, bom dala samo eno zadevo. Bom pokazala tudi, kako jih tukaj dodajate v Googlu, če nimate spletne strani. Lokacija in območje, se pravi, lokacija podjetja je tam, kjer je vaš masažni studio, vaš masažni salon. Potem pa vi lahko dodajate območje storitve. Tako kot sem prej rekla, jaz sem dodala Ljubljano, Kranj definitivno, Bitnje, Škofja Loka, pač ta okolica. Iz tam, kjer vidim, da me kličejo, tudi ponudim načeloma masažo na domu, oziroma da te ljudje, ke pridejo na primer v Kranj na službo, lahko mene najdejo, ali pa če me v Škofji Loki iščejo, masaža hrbta napiše noter v iskalnik in, mu pokaže tudi mene, ke sem iz Kranja, na primer. Lahko dodajate pač karkoli, meni da v bistvu neka predlagana območja.
ne pa pretiravati in iti zelo široko, tako kot sem takrat na začetku povedala. Delovni čas se tukaj spreminja, ne, pri urejanju podatkov podjetja. Lahko vedno spreminjate. Če je kakšen posebni delovni čas, prazniki, a ne, tukaj bom tudi že predlagal vse te, tega bi lahko jaz dala takole, da je zaprto. 1. november zaprto. Čim. Delovni čas. Ja, to je to. Delovni čas je popravek na čakanju, traja do 10 minut. A ne, tako da vsi ti popravki so kar dosti hitro updateni. Kakor imate enkrat verificirano podjetje, se potem to veliko hitreje dogaja. Lahko, tudi imate neke te dodatke, ampak zdaj pri masažah vam, ne vem, recimo dostop z avtomobilom, to bi lahko dala, na primer, a ne. Malo poglejte, no. Od podjetja, a ne, pač jaz kot podjetnica, se izrekam, da sem v lasti ženske, imate pač tudi, druge opcije. Zakaj jaz tukaj ne pokažem? To sem tudi dodala noter, da pač imam parkirišče dostopno osebam na invalidskem vozičku in no, tukaj so pol še ti, a ne, varen prostor za transspolne osebe, prijazne skupnosti LGBTQ. Zdaj, ne tukaj pisati ne, a ne, ke bo, jaz pustim pač prazno, se ne bom nekaj ekstra to šla. Možnosti storitve na prostem, storitve na lokaciji so na voljo. Tukaj se tudi nič pač nisem odločila, to so taki detajli, no, ke jaz mislim, da ne igrajo neke vloge pri tem, ali se stranka lažje odloči za obisk pri tebi ali ne, a ne. Pri parkiranju je zelo pomembno, kar se tiče masaž, to sem videla, no, da je, če imate brezplačno parkirišče, označite, če je parkirna hiša brezplačna, brezplačno na ulici, na kraju samem, a ne, ali je plačljivo. Dajte to označiti, ker ljudje se odločajo na podlagi, te vrste dostopnosti, a ne. Plačila, no, tega jaz nisem takrat v profilu podjetja. Atribute, da bojo več videli, a ne, sprejemam čeke, čekov je še dolgo ni, a ne. Debetne kartice sprejemam, kreditne sprejemam, China UnionPay, KPN, Diners Club, Discount, Mastercard, Visa, mobilna plačila preko povezave NFC, samo gotovinska plačila ne. To je tudi zelo pomembno. Včasih, stranka pozabi to vprašati, a ne, in potem je zelo nerodna situacija, ke pride, ni bankomata tam v okolici. Če imate vi samo plačljivo samo z gotovino, potem pa pride in nima, a ne, in tudi flika nimate ali karkoli in, si lahko tudi tukaj v bistvu označite, no, da je tudi stranki lažje. To smo že imeli. To smo že imeli, kje moram to. Pomoč v nujnih primerih. Ponuja brezplačne izdelke, sprejema donacije, zapisuje na noč. Ponudba. Ja, tule je pač samo to te vpraša, ali imaš, toaleto nevtralno glede na spol. In pa, kar se tiče o podjetju, je to to. Potem imamo pa naprej, mnenja. Zdaj, ke sem pri teh mnenjih, na vrhu vam seveda napiše, tvojo oceno tvojega podjetja. Pri mnenjih je tako, ti dobiš pri mnenjih v bistvu tudi en link, ke ga lahko tudi prek telefona greš na Google Maps na svoje podjetje, pa imaš tam potem en link, pridobi mnenje,
ki ga potem pošlješ lahko na SMS ali pa na Messenger svoji stranki, ki je bila na masaži pri tebi. In jo prosiš pač, glede na to, da ji je bilo všeč in tako naprej, da bi bilo zelo dobrodošlo, če ti odgovori, na kratko, kako se je počutila, na kakšni masaži je bila in kako je bilo po masaži, a ne. In, bom rekla tako, na začetku je bilo meni zelo nerodno te spraševati pa jih prositi, pol sem pa ugotovila, da res ljudje berejo mnenja na Google Mapsu. In tako da zdaj vsakemu rečem: "Glej, če ti je bilo ful dobro, a ti lahko pošljem link do mnenja, pa ti samo napiši tako, kot si meni povedala, da ti je bilo všeč. Jaz ti bom pa na to mnenje odgovorila." Jaz jih opozorim, da bom odgovorila, ker, mnenja, ki nimajo odgovora, s strani podjetja, in to v zelo kratkem času, se pravi, takoj ko dobiš ti mnenje, moraš takoj odgovoriti. To je to catch, ke vas Google tudi porine bolj naprej in dobite dobro oceno. In odgovorite vedno s tem, da, vključite, ključne besede, a ne. Na primer, tule se mi je Miha zahvalil, ker sem mu rešila bolečine v hrbtu, in hvala za tvoje mnenje in da redno hodiš na terapevtske masaže. Ne, ker moja ključna beseda je terapevtska masaža. Vedno, a ne. Za zaupanje in druženje ob terapevtskih masažah. Tako da odgovarjajte s ključnimi besedami. To je 3 klicaje zraven. Okej, fotografije lahko vedno še dodajate ekstra. Dodajate logotip, lahko dodate za prvo stran fotke, vhod, kako noter izgleda, certifikati, pač filmčke, karkoli. Obvezno jih pa prej preimenujte, ko jih date noter v, ime svojega podjetja. Zdaj pa še neka zadeva, objave. Ti lahko dodajaš objave v smislu, na primer, jaz imam tulele, to je v bistvu, objave, to pomeni nekako dodaš neko ponudbo, ki je časovno omejena. Zdaj, če pogledamo, jaz sem tole prejšnji teden dodala, naslov objave, začela sem pač naseljati tudi starejše na domu, oziroma že nekaj časa, ampak nikoli nisem to tako javno objavljala. Dodala sem fotografijo, ko sem jo prej v Canvi naredila, neki opis, da jim je razvidno, kaj potrebujejo in kako to izgleda, in pa od kdaj do kdaj velja ta ponudba. Lahko tudi dodate neki popust, pa date kodo kupona, in pa povezavo, da unovčijo ta kupon, to ponudbo. Tako, brezplačna reklama, bom jaz rekla, in to je v bistvu škoda, če ne izkoristiš, a ne. Ko je enkrat stranka na tvojem profilu, ke te najde na Google Mapsu in ona vidi: ona ima pa glih ta mesec zdaj akcijo masažo hrbta, ne vem, 50% off." Super, a ne. Tako da tule v bistvu si lahko dodajate različne te oglase, če imate neke posebne ponudbe, a ne. Pogledate lahko analitiko, kakšna je uspešnost, se pravi za časovno obdobje od lani, od maja do zdaj, ne, od letos, prav pol leta. Koliko je, ogledov, koliko je bilo klicev, koliko je bilo rezervacij. Jaz se pač že na klicu, opravim rezervacijo. Navodila za pot, koliko jih je rabilo, kliki na spletna mesta. Ja, tulele mi ne pokaže, itak mi pa pokaže na spletu, na spletni strani, no. Mi pokaže, katere so tiste ključne besede tudi, po katerih so me našli. Potem imate urejanje izdelkov. Se pravi, jaz lahko, če imate, tukaj govorim o fizičnih izdelkih, če vi še kaj prodajate zraven, lahko tukaj dodate,
izdelke v profil podjetja in tudi kaj imaš na zalogi. Jaz tega ne uporabljam, pač nič ne prodajam noter. Lahko pa urejate storitve. Moja glavna kategorija je, tako kot smo prej rekli, masažni terapevt. To je pa ta del, kjer v bistvu vi lahko dodate več storitev, a ne. Na primer, sem tudi mentorica za masažni posel in na primer, če bi dodala ni prikazana, da ne so. Recimo terapija. Shranim. Okej. Čaka na pregled, en dan bo trajalo, ne. Se pravi, lahko tudi dodate novo kategorijo podjetja, a ne, glavna, samo to ne priporočam, ker bo čisto zmedlo, stvari, a ne. Za coaching. Tako da tole bom zbrisala, tule mi je zdaj odprlo. Refleksoterapija, cena, fiksna cena, 10 € pa vpišete. Tako da tule se v bistvu lahko malo igrate pa naredite kot neki cenik. Jaz zdaj v bistvu tulele, bom rekla tako, jaz bi se odločila za to vrsto, da pokažem svoje storitve, če ne bi imela spletne strani. Definitivno bi nalistala vse masaže, ki jih izvajam, cene zraven in opise. Ne vem pa, kako Google gleda na to, no. Zdaj potem vas verjetno spet povabi, da naredite spletno stran preko njih. Ampak je pa fino, da imate te storitve tukaj noter, poleg glavne kategorije vsaj še kakšno dodate. Kar se tiče rezervacij, jaz sem v povezavi, booking pageom Set More. Lahko imate katerokoli druga, vam najde, pač imate Frešo ali, te, ke so zdaj pač aktualne. No, evo, to je pa ta gumb Zaprosi za mnenje, ke vi pošljete potem stranki to povezavo, tukaj kopirate. Lahko jo pošljete tudi na Facebook, objavite na svoji spletni strani, vsi, ki ste bili na masaži, na primer, dajte mi napisati neko mnenje, ali pa na WhatsApp, po mailu ali pa QR-kodu, a ne. In, res probajte čim več teh mnenj dobiti. Profili, imate se pa ti vsi moji profili, ta moja podjetja, ke jih imam gor. Zdaj, Google vam predlaga tudi določene druge, optimizacije. Pojdite čez vse zavihke. Mi smo prišli do konca. Tako da upam, da je neko zadovoljstvo, da si naredila to podjetje na Google Mapsih. In to je en tak trden temelj, tako kot sem rekla, jaz imam vseh novih strank, kar jih pride k meni, jih pride iz Google Mapsa. In to se je začelo dogajati po tistem, ko sem optimizirala vse te stvari, ke sem jih zdaj povedala noter. Res usedite se, vzemite si čas, 1 uro, pojdite čez vse zavihke in, dodajajte stvari. In, ta Google profil je tvoj zdaj ena taka najboljša online vizitka in deluje 24 ur na dan. Zdaj, če povzamem vse te glavne korake. Najprej, takoj ko boste dobili to checklisto, po kateri lahko greste v miru skozi vse korake in si delate kljukice, kar je narejeno. Se pravi, najprej ustvariš in urediš svoj profil, potem dodaš ta prave kategorije in opis, posodobiš vse kontaktne podatke, zelo pomembno, a ne. Malo se odločite, a bi želeli imeti, telefonsko številko gor ali ne. Nujno objavite fotografije.
Se pravi, kako izgleda zunaj vhod, kako vi izgledate, kako masirate, kaj delate. To, da stranka dobi iz slik najhitreje neko oceno, a ne, takoj se odloči. In redno dodajate te objave. Tukaj sem vam pokazala v temule zavihku. Zdaj dajete redno te objave, ne. Jaz sem eno lani dala tuf, a ne, je bilo pol strank, ampak pol sem pa pozabila na to, a ne, ker sem pač z drugimi stvarmi se še toliko ukvarjala. Moja napaka, ampak ja, ne, ko sem pa zdaj spet to objavila, pa se spet dogaja. Tako da res Google pomaga, če si aktiven, če delaš objave, pa se malo igraš z njim, pa kaj spremeniš, pol reče: "Okej, to podjetje je živo, dajmo mu pomagati, a ne." Zdaj, najpogostejše napake, ki jih tudi opažam tako pri drugih maserjih in tudi ko pogledam druge profile, pa tisti, ki me kličete za kakšen posvet, grem jaz vse prečekirat, kje ste prisotni online. In manjkajo kakšna polja izpolnjena, a ne, ni telefonske številke, ni spletnega mesta. Nimate opisov narejenih s ključnimi besedami, a ne, če boš ti neko en tako boemski opis, mogoče ga dajte v ChatGPT, pa kako bi ga on spremenil tako, da je res optimiziran na iskalnik, na to SEO optimizacijo, ne, da noter vpišete masaža, pač te ključne besede, hrbet, terapevtska masaža, refleksoterapija, karkoli, in to v neke smiselne stavke. Potem tretja napaka je ta, da ne zbirate mnenj, da ne zbirate teh ocen vaših strank. Ko sem jaz to premagala, ta strah, a ne, da sem stranki rekla: "Daj, prosim, napiši mi eno mnenje, točno tako, kot si povedala meni, napiši noter." Jaz si nič ne sugeriram, kaj naj napišejo. Enim je to zelo težko napisati, eni pozabijo, eni pa radi napišejo, a ne, in tisti, ki napišejo, dajte jim odgovoriti takoj. Vse spustiti pa napisati odgovor. Dajte si čas 10 minut po tistem, ko dobite mnenje, napišeš odgovor s ključnimi besedami, a ne. Jaz imam terapevtsko masažo ali pa masažo hrbta, odprava bolečine in to, ne, in tak vljuden odgovor, a ne. Lahko tudi na mojem profilu pogledate, kako imam. In ta četrta napaka, a ne, ke se je tudi meni v bistvu zgodila lani, da nehate uporabljati ta profil, pozabite, ker se pač zgodi življenje, in če nisi viden, profil v bistvu zmrzne, če ga ti ne uporabljaš, če se ne ukvarjaš z njim, profil zmrzne. In če nisi aktiven na Google biznisu, te Google v bistvu ne poriva naprej. Si vedno vedno bolj v ozadju, a ne. To se pa vidi tako, samo nešto. Bom jaz tule salta videla. Google Maps, gremo gor. Malo se poigrate, pa dam jaz noter masaža Ljubljana in da mi poišče masaže v Ljubljani. Zdaj, tukaj vidite, na prvih mestih so masažni saloni, ki so sponzorirani, ki plačujejo to oglaševanje, zato da so na prvih mestih. A ne, če nekdo išče točno tajsko masažo v Ljubljani, bo itak najprej na to kliknil, a ne, ker v bistvu vsak, ki išče, hoče imeti čim manj klikov, čim manj korakov. Če preskočimo sponzorirani, zanimivo, samo dva sta sponzorirana, imamo potem naprej te, ki niso sponzorirani, ampak so na višjih mestih, zato ker imajo veliko mnenj, a ne. 908, 214, 118, to je ogromno mnenj, a ne. Na primer ta jih ima samo 9, ampak dajmo pogledati. Dajmo pogledati. Ja, booking page.
te storitve ima na Booking pageu, a ne, na Limu. Slikce so. Facebook, Instagram, spletna stran. Okej. Tole je, a ne, to so odgovori lastnika, copy-paste, thank you very much. To ima v bistvu copy-paste, ampak takoj odgovori. A ne, takoj 5 dni, 5 dni, 3 dni. Tako, to je, v bistvu optimizirana, ker tudi vse stvari ima tukaj noter, a ne. Mnenja, vizitka. Plačila, kaj, a ne, brezplačno parkirišče. Ja, mogoče bi znala tudi to pobrukati, ja. To je to. In tulele imamo na primer masažni terapevt. Pač ti si želiš biti najbolj, na najvišjih mestih, a ne. In dlje, ko bo mogla stranka tole zdaj tulele vrteti, slabše bo, a ne. Zato, masaž na primer v Ljubljani je ogromno. In če kdo že točno ve, kakšno masažo rabi, a ne, če bi jaz ti kaj dala, terapevtska masaža Ljubljana. Terapevtska masaža Ljubljana, imamo spet sponzorirano. Ta se odpira povsod, kjer je masaža. In potem imamo, že naslednje, a ne, ke je pa že malo manj, ne. In ja. Tako da se lahko majčkeno v bistvu ogledate svojo konkurenco tudi, kaj se dogaja okrog vas, tam, kjer se nahajate, kakšne slike imajo, kakšne imajo, kaj imajo vse opisano, ne. Tako da na spletna stran, kar se tiče storitev. Mnenja. Ja, ni pa dosti. Kakšne so fotografije. Tako da, ja, tako. Malo, si poglejte, no, kako je, zdaj, če pa, če boste imeli pa kakšno vprašanje, mi pa kar napišite na mail ali pa me pokličite ali pa na Messenger napišite. Okej, zdaj smo zaključili s tole postavitvijo biznisa na Google Maps in ga najbolj optimizirali, kar se da. Jaz verjamem, da boste potem hitreje dostopni, stranki in da vas stranka najde takoj, da ste tukaj nekje na vrhu. Okej? Ajde, hvala, čao.